Na razpis za gradnjo sežigalnic odpadkov se bo poleg Ljubljane in Celja skoraj zagotovo prijavila tudi mariborska občina. Ali se bo na razpis prijavila mariborska energetika, Snaga ali kdo drug, ta trenutek še ni znano. Je pa velika prednost že sprejet občinski prostorski načrt, po katerem bi bila sežigalnica na Teznem v neposredni bližini sortirnice. Slovenija izvaža več kot 75% gorljivega komunalnega odpada. Zato so resni koraki v smeri gradnje 3 sežigalnic nujna poteza v luči izvajanja lastnega krožnega gospodarstva. Maribor nima svoje deponije že kar nekaj let, se pravi, rešuje se v bistvu to vprašanje, kaj je z odpadki potem, ko greš čez vse te vidike ponovne uporabe, recikliranja, sortiranja, na koncu pa vseeno neki odpadek, ki ima pa energijsko vrednost in zakaj ne bi to energijsko vrednost izrabili. Sežigalnice naj bi bile zgrajene najkasneje v 7 letih, mariborska pa bi nase prevzela okoli 50.000 ton odpadkov. Gre za obdelavo lahke frakcije, katera ostane po sortiranju odpadkov in vseh predhodnih procesih obdelave. In tu je prostora za okvirno 31.000 ton. Ostali del v bistvu je predvideno, da bi lahko bili tudi drugi odpadki. Mariborska energetika bo toploto, ki bo nastajala ob sežigu gorljivih odpadkov, po zimi uporabljala za daljinsko ogrevanje, poleti pa za ustvarjanje električne energije. Pomislekov glede negativnih učinkov sežigalnice ob tem zagotovo ne bo manjkalo. Kar se Maribora in Mariborčanov, nas Mariborčanov tiče, sem prepričan, da bo zrak na koncu tudi z energijsko izrabo odpadkov boljši, kot pa je bil v preteklosti, ko se je ogromno tega kurilo na individualnih kuriščih. O vrednosti projekta v tej fazi na glas ne želi govoriti še nihče. Pravijo, da je najprej treba izvesti študije izvedljivosti. A jasno je, da bodo brez evropskega oziroma državnega denarja projekti težko postavljeni.